Spoštovani gostje, gospa ministrica, predstavniki občine, govorci in vsi zbrani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci Kobis Ele, prve javne platforme za branje e-knjig v Sloveniji. Kobis Ele je nacionalna platforma za izposojo elektronskih knjig, ki je nastala na pobudo Združenja splošnih knjižnic v sodelovanju z Institutom informacijskih znanosti Maribor, IZUM. No, prav IZUM pa je zaslužen za razvoj Eline platforme. Pri snovanju projekta pa je sodelovalo tudi 18 knjižnic in 5 založb. V vlogi nacionalnega koordinatorja projekta se predstavlja knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. To je tudi razlog, da smo danes tu, v prečudoviti prestolnici Dolenjske, na vrtu pod mogočno lipo hostla Situla, ki tako kot knjige pripoveduje svojo zgodbo. Zgodbo o nekem drugem času, o obdobju halštatske preteklosti. Veseli me, da lahko danes v svoji družbi pozdravim častno gostjo današnjega snidenja, ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko. Z nami pa so tudi Matej Strgaršek, predsednik Združenja splošnih knjižnic, Aleš Bošnjak, direktor Instituta informacijskih znanosti, Luka Blažič, direktor knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Karmen Pangos, predsednica uprave založbe Mladinska knjiga. No, v naši družbi pa toplo pozdravljam tudi Vesno Horžen, tamle sedi spredaj, pobudnico projekta in bivšo predsednico Združenja splošnih knjižnic, in Bojana Štoka, raziskovalca in v bistvu vodja projekta, ki sta prav tako na voljo za vse vaša vprašanja. In ker smo se prej dotaknili pretekle zgodovine, se za trenutek ustavimo pri ključnem pojmu našega današnjega snidenja, ter se prav tako ozrimo v njeno preteklost. Knjiga. Knjiga simbolizira zbirko popisanih, porisanih in potiskanih listov papirja, pergamenta ali drugega materiala. Na eni strani je zvezana skupaj novitev platnice, ki ponavadi puščajo odtise svojih neštetih poti. Knjiga je tudi oznaka za literarno delo v zadnjem obdobju, pa z izrazom e-knjiga označujemo dela, ki so shranjena v elektronskih medijih in dostopna prek nam dosegljivih naprav. No, če je morda e-knjiga še dobrih 10 let nazaj zvenela kot nekaj ekskluzivnega, je danes Kobis Ele poskrbela, da bo tudi pri nas v vsej svoji luči zaživela enakovredno svojim tiskanim prijateljicam. Gospa ministrica dr. Asta Vrečko, veseli smo, da je tudi Ministrstvo za kulturo podprlo tako pomemben projekt za slovensko knjižnično javnost, ki vendarle znatno vpliva tudi na samo bralno kulturo. Kako pomembna pridobitev je Kobis Ele in kako jo vidite vi? Ja, najlepša hvala, gospodno Klopta. Ne. Hvala. Ne, to je sklop. Hvala. Ja, najprej najlepša hvala in lep pozdrav vsem tukaj prisotnim in hvala, da smo lahko danes tukaj in predstavljamo ta čudovit projekt Kobis Ele. Mi smo na Ministrstvu za kulturo takoj ob nastopu našega mandata, tako kot za vse druge projekte, ki si jih prizadevamo, da potekajo čim bolj preko javnih platform in zato tudi vodimo dva zelo pomembna projekta e-kulture in e-dediščine. Seveda smo tukaj tudi, tako da tu res najlepša zahvala še enkrat gospe Horžen, s katero smo od začetka sodelujemo res izjemno pristopili k temu projektu, se nam je zdel odličen in zelo pomemben, zato ker kar je bistveno je to, da obstaja v Sloveniji javna platforma za izposojo e-knjig. Če želimo e-knjige enačiti s tiskanimi knjigami in če želimo dati tudi splošnim knjižnicam za tiskane in za e-knjige enako veljavo, seveda morajo biti vse to javne platforme. V Sloveniji imamo
eno najmočnejših mrež, splošnih knjižnic, poleg vseh ostale knjižnične mreže, šolskih, specializiranih in tako naprej. Vse praktično bolj ali manj se selijo na Kobi, še tisti zadnje specializirani, ki še niso, že potekajo, ker je tako enostavno in v bistvu je s tem tudi en unikum za ljudi prijaznosti. Tudi sama, kadarkoli v tujini povem, kako imamo to s Kobisom in kako poteka in ta mreža, ta dostopnost enega sistema in res tiste malenkosti luknje, sive lise, ki še niso pokrite, so res redke. Je to res neverjeten doprinos in uporabnostna izkušnja, ki je pač v tujini nimajo, ne? In verjetno, neverjetno prepričana sem, da je to zaradi tega, ker se je to začelo delati z neko vizijo že mnogo let nazaj, takrat, ko je bila digitalizacija še v povojih in zdaj je vse skupaj to zraslo zaradi Izuma in Kobisa v en robusten sistem, ki je pravzaprav, brez katerega si ne more nihče več predstavljati svojega življenja, pa naj bo vsakdanjega, raziskovalnega, znanstvenega, počitniškega branja in tako naprej. No, in zelo vesela sem, no, da je k temu zdaj Kobisela pristopila, da so tudi tu prišle zraven založbe, videle potencial, zakaj je to pomembno, zakaj je najpomembnejše, da imamo javno platformo, ki gradi na teh res sistemih, javnih mrežah, ki jih že imamo, in tudi, da v bistvu s tem dostopom konec koncev nudimo tudi s tistim iz najmanjših krajev neko večjo možnost izposoje e-knjig, kar zdaj pač v manjših knjižnicah vemo, da ni bilo mogoče. Zadnjič, ko smo imeli festival Bibliobusov v Ljubljani, je bilo zelo veliko lepih besed tudi povedanih, na kak način ljudje dostopajo do bibliobusov, do izposoje, kako vrednost ima to za manjše skupnosti in verjamem, da k temu sedaj se bo pridružila še Kobisela, torej za tiste, morda ne za vse, ampak za tiste, ki pa uporabljajo e-bralnike, in pa bo to res še en korak naprej, ker tudi za morda gibalno ovirane in tako naprej, kjer lahko lažje dostopamo do e-knjig. In tako da tukaj res gre moja izjemna zahvala za ta trud, za to vizijo, ki jo ima, da vsi skupaj splošne knjižnice, Izum in seveda vsi posamezniki tu vpleteni. Zakaj je to pomembno in to se kaže po vseh teh letih, da je vsak dan bolj nujno, da to imamo. Hkrati pa seveda sem zelo vesela, da smo danes tukaj, ker verjamem, da bo poleti že cel kup novih uporabnikov, ki si bojo lahko sposojali res zelo veliko knjig že prek tega in seveda v sodelovanju z založbami pa se gradilo to tudi naprej. Tako da hvala lepa in res hvala in uspešno delo, kar sploh ne dvomim. Matej Strgaršek, v projektu sodelujejo praktično vse knjižnice, ki delujejo v Sloveniji. Kaj pravzaprav sistem prinaša knjižnicam in kaj bi izpostavili kot ključne bonitete za uporabnike? Ja, halo, se slišimo? Hvala. Ja, ključne bonitete so to, kar je že ministrica omenila. Vsak posameznik v vseh knjižnicah, tudi malih, bo imel dostop do celotne produkcije. Do sedaj je celotna produkcija povprečno v knjižnicah bila 22% zastopana, kar je izredno malo in seveda tudi izposoja bila zelo nizka zaradi teh razlogov. Imamo 58 splošnih knjižnic in seveda tudi veliko malih splošnih knjižnic. Recimo v Zagorju smo imeli 600 knjig. Celotna produkcija je bila pa 7000. Tako da zaradi tega. Hvala za vaš odgovor. Aleš Bošnjak, vi ste se ukvarjali predvsem s sistemom samim. Kako enostavna je platforma za uporabnike in kakšni so cilji v bodoče? Ja, hvala za besedo. Torej,
Kot je že bilo na začetku povedano, so se prvi pogovori začeli med menoj in bivšo predsednico Združenja splošnih knjižnic, gospod Vesno Horžen, že okoli konca leta 2022, ko je še bila naša članica upravnega odbora, in glede na to, da ima gospa zelo izostren čut za pravičnost, se je zdelo, da bi bilo treba nekako nastaviti sistem, ki bi bil bolj pravičen. V tem smislu, da je seveda, ker je to javni sistem, da postavimo vse skupaj na Izumovo platformo, ki pač že zdaj vključuje praktično največje število knjig v Sloveniji, in potem sem začela tudi se najprej pogovarjati, kaj bi bilo potrebno narediti. In prvim pogovorom so potem sledili v letu 2023 že tudi aktivni plani, in gospa je združila pravzaprav glavne akterje med splošnimi knjižnicami in tudi založniki, in moram reči, da je za nas bila to odlična izkušnja. Z Združenjem SIKO smo že prej delali razne uspešne projekte, ampak ta, bi pa rekel, je pa najbolj nekako udaril na plano, ne, in najbolj uspel. Zdi se mi, da je seveda glavna prednost tudi ta, da ni treba knjig vnaprej kupiti in jih potem razpečevati svojim bralcem, ampak da pravzaprav naredimo en skupen bazen, kjer lahko uporabniki najdejo prav tisto knjigo, ki jim je všeč, in plača šele takrat izposoje, torej ta je plačana šele takrat, ko se tudi izposoja izvede, konec meseca. Tako da v tem primeru seveda dosti več teh na voljo. Plača, brezplačna je za uporabnike, ampak... Plača torej knjižnica sama, na koncu vsakemu založniku, ja. No, in v tem primeru smo seveda lahko tudi računali na zelo velik testni bazen, ki ga splošne knjižnice imajo. Mi smo že na začetku Kobisa pravzaprav z njimi zelo močno sodelovali, ker dostikrat narediš neko platformo ali pa nek software, pa stestiraš z malo količino uporabnikov in se potem zgodijo čisto čudne stvari, ko preide na zelo veliko količino uporabnikov, in Združenje SIKO ima ta nabor seveda, tako da smo tudi zelo hvaležni za to pomoč. Ja, in tako da zdaj naši načrti za prihodnje so seveda potem nove platforme, torej nove funkcionalnosti. Vidimo, da se že zdaj poleg, danes, ko smo se ravno z Maribora peljali z Bojanom, z vodjem razvoja, na Izumu smo že ugotovili, da je kar nekaj izposoj že bilo opravljenih, tako da je zelo hitro zaživela platforma. Jaz verjamem, da se bo še bolj razširila, in v prihodnje se bodo seveda tudi drugi tipi knjižnic, druga združenja zanesljivo priključila. Mislim, da se je nacionalna knjižnica že pogovarja ali se je že priključila, pa potem univerzitetna v Mariboru in tako dalje. Tako da morda bodo oni imeli potem želje po še kakih drugih funkcionalnostih, ampak tudi tem željam bomo ugodili, vsekakor pa pionirsko delo pa opravilo Združenje SIKO. Super, in ker smo ravno z današnjim tem zaštartali projekt, predlagam, da si na tem mestu ogledamo kratek predstavitveni film, ki smo ga pripravili v sodelovanju z Borna Productions in v najlepši luči predstavlja Kobis Ela. Kot smo lahko videli, je Kobis Ela dostopna vsem generacijam,
Bralec si lahko izposodi kar 5 knjig, ki jih lahko bere na 2 različnih napravah 21 dni, predčasno pa lahko knjigo vrne po preteku 24 ur. Torej, letošnje poletje ne bo potrebno potovalki dodatnega prostora nameniti klasičnim knjigam, to delo lahko ponovno opravi tudi e-bralnik z e-knjigami. Carmen Pangos, omenili smo, da je trenutno v sistemu približno 2000 ali celo več e-knjig, baza se bo še povečevala. Kakšna pa je vloga založnikov in kaj vam prinaša Kobis Ela? Lepo pozdravljeni tudi v imenu Mladinske knjige. Torej, vloga založnikov je zagotovo ustvarjanje dobrih in kakovostnih vsebin, tako v tiskani obliki, kot seveda tudi v digitalni. In omogočiti predvsem, da so te vsebine dostopne čim širši množici bralcev v Sloveniji. In Kobis Ela nam omogoča prav to, da lahko sledimo novim trendom, da lahko omogočimo tudi preko e-knjig dostopnost kakovostnih vsebin širši množici ljudi in skupaj s knjižnicami preko Kobis Ele zasledujemo skupni potencialni in pa pomemben cilj in dvigamo bralno kulturo med prebivalci Slovenije, ker mislim, da je en plemenit cilj, kateremu sledimo skupaj. Super, hvala za odgovor. Luka Blažič, knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se predstavlja v vlogi nacionalnega koordinatorja platforme, ki združuje vse slovenske splošne knjižnice, prej smo že omenili Narodno in univerzitetno knjižnico Ljubljana, Univerzitetno knjižnico Maribor, 3 zamejske knjižnice ter številne slovenske založnike. Kako ste sodelovali pri samem snovanju projekta in kakšna je mogoče vizija Kobis Ele? Nanca, hvala za besedo. Zelo sem počaščen, da sem lahko v tako eminentni družbi, ki predstavlja hrbtenico slovenske knjige. Pa ne mislim samo na današnje omizje, ampak tudi na knjižnice, založbe, Izum ter vse ostale deležnike, s katerimi smo v zadnjem letu načrtovali in zgradili prvo javno platformo za izposojo e-knjig v Sloveniji. Samo na knjižnični strani je sodelovalo preko 400 knjižničark in knjižničarjev iz vseh 58 splošnih knjižnic in UKM. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem in vsakemu posebej. Hvala. Še malo. Predvsem se zahvaljujem, da so odgovornost, ki jo vsi čutimo, tako do uporabnikov, tako do bralne kulture, vzeli resno in profesionalno. Morda se vam naravno zdi, da različni deležniki knjige sedimo skupaj in skupaj predstavljamo nacionalni projekt, ki smo ga gradili skupaj. Pa temu ni bilo vedno tako. Zaveza Združenja splošnih knjižnic, da bomo platformo za izposojo e-knjig gradili v deležniškem partnerstvu, se mi zdi enako pomembna kot dejstvo, da smo dobili prvo javno platformo za izposojo e-knjig. Zaveza soustvarjanja ostaja naprej. Tako smo s partnerji že dogovorjeni, da po poletju spet stopimo skupaj in skupaj začnemo posodabljati platformo oziroma začnemo snovati Elo 2.0, če hočete. V moji viziji Kobis Ele je Ela katalizator in temelj vzpostavitve zavezništva deležnikov knjige za strateško, dolgoročno naslavljanje bralne kulture in popularizacije branja. Hvala še enkrat vsem, ki ste pomagali, da vam danes lahko predstavljamo prvo javno platformo za izposojo e-knjig. Hvala. Danes pa smo pripravili še eno presenečenje in sicer bomo eni novomeški ustanovi in enemu društvu podarili e-bralnik, ki bo služil za branje e-knjig. V svojo družbo vabim Mojco Lukšič, ravnateljico Gimnazije Novo mesto in gospoda Staneta Žagarja, predsednika Društva upokojencev Novo mesto, ki bosta iz rok predsednika Združenja slovenskih knjižnic Mateja Strgaška prejela e-bralnika.
Naj vnovič izpostavim, da je izposoja e-knjig mogoča prek knjižničnega sistema Kobis in je za vse člane knjižnic brezplačna. Vseh 58 knjižnic pa je pomembno opremljenih z informacijami o Kobis Eli, zato lahko njihovi uporabniki pogumno stopijo v knjižnico in se opremijo z znanjem o izposoji na novi platformi Kobis Ela. Zdaj ste na vrsti vi s svojimi vprašanji. Pa mogoče je še nekaj vprašala, če ni prej. Odkje je ime Kobis Ela? Bi mogoče gospod vas lahko povabim? Bojan? Razumel smo pač Miljan Kraš anketo in nisem nam dopadlo, moče lahko tudi smatram kot kratice, kot Electronic Loan Application. Electronic Loan Application, ampak ni nujno kratica, lahko kot ime. Ja, mogoče bi še to povedal. Torej, imeli smo kar nekaj razgovorov širših kolegijev v zvezi z samim poimenovanjem na Kobisu. Najbrž se spomnite, da smo imeli najprej Kobis, pa potem Kobis 2, pa potem Kobis 3, pa smo si potem želeli Kobis 4. In na neki točki smo se pa odločili, da tudi proizvajalci programske opreme za knjižnice imenujejo z bolj govorečimi imeni in manj tehničnimi. No in smo potem seveda imeli kar nekaj imen in na koncu se je ta Ela prijela. Tako kot je tudi ni več Kobis 4 CAT, ampak je Kobis CAT za katalogizacijo, pa Kobis Lib recimo za izpise in tako naprej. Tako da je mogoče lepše, če so malo bolj govoreča imena, kot pa toliko tehnološka. Torej, če bodo uporabniki prišli v knjižnico in prosili za pomoč pri Eli, bomo vsi vedeli, zakaj gre. Točno. Še kakšno vprašanje mogoče? Kdaj pa se bodo šolske knjižnice lahko priključile? Boste vi? Se slišimo? Se. Čar platforme, da je v bistvu tkana v Kobis, je ta, da vse knjižnice, ki so del Kobis sistema, lahko dokaj enostavno pridejo v Kobis Elo. Trenutno ostajamo pri splošnih knjižnicah, NUK-u, UKM-u in pa 3 zamejskih knjižnic. Na vrata pa trkajo, se to bo Aleš vedel, tako visokošolske knjižnice, kot šolske knjižnice, specialne, in jaz mislim, da se bo kar hitro zgodilo, da bodo ostale knjižnice začele. Ja, mogoče še jaz dopolnim. Torej, z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, posebej z dr. Čopičevo, smo sodelovali pri raznih projektih za šolske knjižnice. Največjih je bil masovna vključitev šolskih knjižnic, kar nam je prineslo dodatnih 600 članic, praktično napolnilo Kobis do velikosti več kot 1000 knjižnic na začetku, ja, to pred kakimi 3-4 leti je bilo. No in seveda oni trkajo na vrata, kot je Luka lepo povedal, ampak jaz mislim, da je zmeraj potem se boljše dogovoriti na enoten način za vse. In pri splošnih knjižnicah je to združenje to vlogo odlično opravilo, ne? In seveda tudi knjižnica Milana Jarca, ki je to težko vlogo prevzela. Pri splošnih, no in pri šolskih bo pa to, jaz mislim, da ministrstvo to vlogo prevzelo in bomo tudi skušali na enoten način, ker tako bo vsekakor najlažje. So pa dejansko res vsi zainteresirani, lahko rečem, bolj kot smo si na začetku mislili, nekako smo si mislili recimo tudi pri specialnih knjižnicah, da so tam založniki, v glavnem tuje založbe in tako naprej, ampak tudi tam izkazujejo presenetljivo velik interes, tako da zaenkrat smo zelo optimistični. Hvala. Še kakšno vprašanje? Naj povem, da v nadaljevanju naj bi Kobis Ela imela tudi kakšen natečaj oziroma poletne nagradne igre oziroma pozvala, da se še bolj uporabniki vključijo. Tako da hvala za današnji obisk. Veseli me, da smo s tole novinarsko konferenco tudi simbolno zagnali projekt Kobis Ela in s tem na široko odprli vrata branju e-knjig.
Zdaj so na vrsti izjave za medije, sočasno pa vas vabim tudi na pogostitev. Hvala tudi vam, dragi govorci, novinarji, na snidenje in se vidimo v knjižnici.